Živjo, sem Jana Pristušek in spet smo skupaj. Danes smo govorili o tem, kako stres vpliva na naše odnose. Stres je samodejen odziv organizma na zaznano nevarnost. Če je ta nevarnost zunanja, imamo več moči, da se borimo, zbežimo oziroma smo bolj previdni. Ampak v sodobnem svetu je notranjega stresa več kot zunanjega. Notranji stres povzročajo naša občutja, naše zaznave, naše notranje vsebine. Če imamo mi veliko notranje moči, če smo, rečemo temu, samozavestni, če zaupamo vase, se pravi, če imamo dobro samopodobo, potem je ta prag stresa višji. Če pa tega nimamo, je prag stresa nižji, se pravi, prej občutimo nevarnost. Vsakdanje stvari, vsakdanji dogodki so lahko stresni ali pa tudi ne. Temu rečemo mi izziv. Mi imamo vsak dan izzive. In če opredelimo na lestvici od 0 do 10, je nekje na sredi, na številki 5, tista meja, kjer smo mi dovolj opolnomočeni, da bomo neko stvar naredili, nismo v stresu, imamo pa dovolj notranje vzpodbude, da to naredimo. Vse, kar je od 4 navzdol, je imamo premalo elana, je premalo zanimivo. In nam je dolgčas, se nam ne da, nam je odveč. Neka stvar nam ne predstavlja izziv, tako rečemo. To so na primer gospodinjska dela, pospravljanje, likanje, čiščenje, kuhanje. Na primer pri kuhanju, vsakdanje kuhanje nam je malo odveč. Ampak ko pa mi kuhamo, ko se bo zbrala cela družina ali pa ko nekaj praznujemo, takrat pa mi čisto drugače pristopimo k kuhanju. Se pravi, noter nekaj v nas je nekaj, kar nas spodbudi k temu, da drugače delamo, da drugače pristopimo, da drugače čutimo. Se pravi, imamo izziv na številki 5. Wow, veselim se tega, ko me čakam, da bom dobro skuhala, ko me čakam, da se bomo vsi zbrali in se bomo imeli lepo. Od 6 naprej nam predstavlja izziv stres. Se pravi, mi ne verjamemo več dovolj vase, nam je pretežko, pridemo do meje naše zmogljivosti. Ampak, če imamo mi dovolj notranje moči, če smo dovolj pomirjeni, če imamo dobro samopodobo, če zaupamo vase, takrat zmoremo tudi to obremenitev. Če pa tega nimamo, oziroma če je obremenitev, če je to, kar moramo mi narediti, kar nas čaka, premočna, takrat mi začutimo stres. Jaz tega ne bom zmogla, ne vem, če bom končala pravočasno, ne vem, če bom znala, ne vem, če bodo zadovoljni. In takrat bi najrajši zbežali, se skrili pod odejo in počakali, da mine. Ampak to tako ne gre in zato vztrajamo in delamo, ampak smo ves čas pod stresom. In slaba stran stresa je to, da se telo na to navadi. Mi se navadimo, da smo skozi pod stresom. In tega niti ne vemo. Ampak mehanizmi stresa, se pravi, vsi hormoni, ki se ob tem izločajo, vsi ostali procesi so pa dejavni. In naše telo je na ta način skozi preobremenjeno.
Stres je namenjen temu, da se mi v danem trenutku lahko rešimo. In takrat telo samo sebe s temi procesi vzpodbudi, da ima več moči. Ampak če telo deluje tako močno 24 ur na dan, če deluje 7 dni v tednu, če deluje 10 let tako, potem telo enkrat ne zmore več. In takrat se pojavijo psihosomatske bolezni. Kako zaznati, ali smo mi v stresu ali ne? Te notranje stiske mi zaznamo samodejno, do določene mere. Rečemo, imam skrbi, ne vem, če bom zmogla, imam preveč dela, sem v stresu. Ampak ko mi to rečemo, kaj naredimo? Nič ne naredimo, samo rečemo, kot da govorimo nekam v prazno. Ampak postanite si pomembni, dajte slišati sami sebe in takrat se lahko vprašate, kaj jaz lahko naredim, da se tega stresa rešim. Kaj lahko naredim, da ne bom toliko notranje obremenjena. Izzivov, stiske, skrbi začutimo oziroma jih imamo doma, v službi in v družbi. Se pravi, ni nekega področja, kjer bi mi lahko rekli, tukaj mi je pa res dobro in tukaj sem brez skrbi. Koliko skrbi imamo mi, je odvisno od tega praga, kdaj mi začutimo, kdaj telo začuti notranjo nevarnost. Skrbi ne rešijo ničesar. Skrbi so samo opozorilo, da bodimo na nekaj bolj pozorni. Ampak mi vztrajamo v skrbeh, mi skrbi gojimo. Mi celo razvijamo misli, kaj vse se lahko še zgodi. Kakšne katastrofe se bodo zgodile, lahko jih celo vidimo, če imamo dobro vizualizacijo. Ne vprašamo pa se in ne naredimo pa tega, kako bi jaz te skrbi lahko odpravila. Kako bi jaz te skrbi lahko odpravila, ne kako bi ti te skrbi lahko odpravil. Zakaj sem to poudarila? Zaradi tega, ker ko mi začutimo neko skrb, ko smo mi v stiski, ko čutimo tesnobo. Kaj je tesnoba? Tesnoba je obilica skrbi. Taka velika količina, da je naše telo, naša notranjost ne more več sproti predelati in se kopiči. In par stavkov nazaj sem rekla, kako bi ti lahko odstranil moje skrbi. In takrat začnemo spreminjati in pritiskati na druge. Aktivno ali pasivno. Otrokom rečemo, uči se, uči se, uči se, uči se. Mama bom, mama ne morem, mama imam še čas. Ti bom jaz naredila, ti bom jaz pomagala, naredi to tako, naredi tisto drugače. Pazi, da ne boš padel, pazi, da te ne bo avto povozil, pazi, da mi otroka ne slišimo. Ko imamo mi veliko skrbi, ko smo v stiski, ko smo v stresu, druge osebe ne slišimo. Takrat smo osredotočeni, toliko nas okupirajo te notranje vsebine, da te notranje vsebine določajo, kako bomo mi govorili, ravnali z drugimi ljudmi.
Ampak otrok je bitje, kjer moramo mi sebe postaviti na stranski tir in pogledati, kaj naš otrok pravzaprav rabi. A res rabi to, kar mi njemu govorimo, pridigamo, zahtevamo, prosimo, moledujemo? A res rabi to, da mu vse odnašamo samo zato, da bomo dobra mama, zato, da me bo imel rad, zato, da ne bo nesramen do mene, zato, da mu bo dobro v šoli? A je to res dobro za njega? V službi se mi obnašamo na način, kot mislimo, da bo nam lažje. In sprejmemo delo, tudi če imamo vrh dela. Zakaj je to nam lažje? Zato, ker v nasprotnem primeru se v nas zbudi stiska ali skrb. Nadrejeni bo mislil, da ne zmorem. In zato vzamemo dodatno delo, kljub vsemu delu, ki ga že imamo. Kako se sodelavka obnaša do mene? In ko začutimo, da se ne obnaša ustrezno, se mi ne vprašamo, zakaj jaz to tako čutim, a je realno. Ampak ji povemo, ne obnašaš se ustrezno, oziroma si rečemo, prav, tudi jaz se bom obnašala tako. Pa nima to z njo nobene veze. To je posledica naše zaznave, ki pa ni vedno točna. In če gremo zdaj na partnerstvo, že v času spoznavanja čustva določajo, kako se bomo mi odzivali, kaj bomo govorili, kaj bomo rekli, na kaj vse bomo pristali. In če se že od vsega začetka bojimo, da bomo spet ostali sami, potem je ta prag dopustnega zelo nizek. Namesto, da bi rekli, ne, to mi ni všeč, ali pa namesto, da se na neko stvar ne bi odzvali, začnemo pojasnjevati, začnemo spreminjati, se začnemo prilagajati, smo tiho. Povej, kaj hočeš, povej, kaj misliš, ja, kriva sem. Čakaj malo. Ne ti meni govoriti, zato ker sem zamudila 5 minut, da mora biti zdaj taka drama. Ta drama ni sorazmerna s tem, kar se je zgodilo. Ampak to lahko zaznate šele takrat, ko ste notranje dovolj opolnomočeni, ko smo notranje dovolj močni. Ljudje, jaz včasih preberem na Facebooku ali pa na kakšnih forumih, jaz ne morem biti na mir, jaz moram skozi kaj delati. Še takrat, ko gledam televizijo, kvačkam. Super, odlično. Ampak vprašanje je, zakaj? Zato, ker ti paše ali zato, ker moraš? Kaj pomeni moraš? Kako bi se počutila, če bi gledala samo televizijo brez kvačkanja? Ja, to bi bilo grozno. Ok, zakaj bi bilo pa grozno? Zato, ker tisti, ki ne delajo ničesar, so leni in leni niso ustrezni. In to so naše notranje vsebine. In zato so ljudje, ki se preprosto ne znajo odpočiti, ne morejo se odpočiti. Ker če bodo počivali in telo rabi počitek, to ni lenoba, ampak to je nabiranje nabiranje moči in regeneracija telesa. Izgorelost je posledica nenehnega stresa zaradi notranjih vsebin, ki človeka neprestano preganjajo.
Naredi to, da boš ustrezna, naredi to, da boš dovolj dobra, naredi to, da boš uspešna, naredi to, da bodo drugi imeli dobro mnenje o tebi, naredi to, da te bodo imeli radi, naredi to, da se dokažeš, naredi to in neprestano delamo, nimamo miru in imamo ves čas skrbi. Kaj se bo zgodilo, če ne bom naredila? Kaj se bo zgodilo, če ne bom dobro naredila? Kaj se bo zgodilo, če ne bom dovolj veliko naredila? Kaj se bo zgodilo, če ne bom pravočasno naredila? Pa tukaj ne gre za projekte v službi, ki so vezani na rok. Tukaj gre za vsakodnevne malenkosti. Tukaj gre za to, da tudi ko odziv okolice ni tak, ki bi nas pomiril, ampak nas še bolj vznemiri, delamo še bolj, se še bolj trudimo, se še bolj prilagajamo, smo še bolj tiho, smo še bolj pridni ali pa se še bolj kregamo. Kaj je prepir? Prepir je posledica zaznave notranje nevarnosti. Ta človek me ne spoštuje. Ta človek mi sporoča, da nisem ustrezna. In takrat se mi prepiramo. Hočem, da je po moje, pa če imamo prav ali pa če nimamo prav. Na ta način, zaradi tega, mi bežimo iz partnerstva. No, dej, boš že videl, kako bo, jaz bežim, ti pa potem pridi za mano in mi dokaži, koliko me imaš rad. Na ta način mi vztrajamo v partnerstvu. Ni važno, kako delaš z mano, ni važno, kaj govoriš, ni važno, kaj hočeš. Jaz bom naredila vse bom naredila. Samo ne zapusti me. Bodi nesramen, bodi ignorantski, delaj grdo z mano. Jaz brez tebe ne morem živeti. In kakor hitro pridemo mi do besede ne morem, imamo samo eno možnost. In to je, da to moramo narediti. In to je to, kar povzroča notranji stres. In to je to, kar povzroča kronično utrujenost. In to je to, zaradi česar mi zbolevamo. In kaj lahko pravzaprav naredimo? Naredimo lahko pravzaprav zelo veliko. Ampak v prvi vrsti moramo najti mi smisel, zakaj bi nekaj naredili. Mi moramo videti cilj, mi moramo imeti neko željo. Nobeni odnosi se ne bodo še porušili, če mi začnemo ugotavljati, kaj je v meni, kako bi se jaz lahko pomagala. Lahko se vprašam, koliko skrbi imam, kaj vse me skrbi. In vprašajte se, in če naštejete več kot 2 stvari, je to preveč. Zato, ker že ene skrbi ne bi smeli imeti. Ker tako, kot sem jaz rekla, skrb je sporočilo, da moramo biti na nekaj pozorni. Ampak zaradi skrbi se ne bo nič rešilo. Zaradi skrbi ne bo bolje. Zato, če bom jaz močno zaskrbljena, se še ne bo dobro končalo. Se bo pa verjetno slabše končalo, kot bi se, če ne bi bila zaskrbljena. Če bi to skrb zaznala in jo spustila. In kdaj mi lahko spustimo neko skrb? Takrat, ko zaupamo vase. Takrat, ko imamo vsaj 2 možnosti. Takrat, ko zunanje dogodke ne pretvorimo v to, koliko smo mi vredni, dobri, varni. Če se vrnem nazaj, kaj mi lahko naredimo, ne? Psihična stabilnost, psihična moč je odvisna od fizične spočitosti in od fizične kondicije.
Se pravi, prva zadeva, kar bi mogli biti, je, da smo fizično dovolj aktivni, da naberemo malo mišic. Druga zadeva, kar je, da kvalitetno spimo. Ponoči, ko mi zaspimo s skrbmi, spimo manj globoko, se ponoči zbujamo in se zbudimo zaskrbljeni ali celo z jutranjo tesnobo. Lahko se ponoči zbujamo in mislimo, kaj vse se lahko zgodi, ali bo otrok naredil šolo, ali bo dobil dovolj dobro oceno, ali me bo imel rad, ali se bova razumela, ali bo vse v redu. Ta notranja stiska, te skrbi povzročajo to, da se ženska odloči za otroka v upanju, ma ne samo v upanju, celo v prepričanju, da bo potem njun odnos boljši. Pa ni. Ni. Zato, ker ljudje se ne spremenimo kar tako. Ljudje smo takšni, kot smo, in se spremenimo šele takrat, ko se mi želimo spremeniti. Torej, kaj jaz lahko naredim, da ne bom toliko v stresu? Kaj jaz lahko naredim, da ne bom toliko zaskrbljena, da me ne bo to toliko izčrpavalo? Tretja zadeva je način govora. Ljudje, ki so vznemirjeni, govorijo z visokim glasom, hitro in jih večkrat niti ne razumemo dobro. Informacije, stiska, dobesedno bruha iz njih. In ne samo, da vznemirijo okolico in drugo osebo, na ta način dodatno vznemirjajo sebe. Zato, ker nezavedno, ki to procesira, ki to pretvarja v neko logiko, zazna, kot da se nekaj hudega dogaja. Kaj sem do zdaj naštela? Do zdaj sem naštela to, da poskrbite, da boste dobro spali, poskrbite za to, da boste imeli vsaj malo boljšo fizično kondicijo, in lahko poskrbite za to, da začnete govoriti bolj počasi, bolj potiho in da sebe lahko tudi slišite. Naslednja zadeva, s katero si lahko pomagate, je dihanje. Ko smo mi v stresu, dihamo hitro in plitko. In stres lahko umirjamo, stisko lahko umirjamo na ta način, da dihamo počasi, počasneje, globje in tudi izdih je potem počasnejši. In do te točke se ni še popolnoma nič zgodilo, da bi kakršenkoli odnos uničili. Ga bomo pa izboljšali. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se bo nekdo hotel prepirati z nami, ne bomo začeli vreščati nazaj ali pa se umikati in bežati, ampak bomo lepo rekli: "Lej, zdajle sva oba vznemirjena, dajva si vzeti malo odmora, pa se bova potem pogovorila." Ko se bosta pogovorila, če se bosta pogovorila, bosta rešila problem. Bosta rešila to, zaradi česar se ne strinjata. Če bosta pa drug drugega prepričevala in kričala drug na drugega, potem ne bosta ničesar rešila. Potem se bosta samo še bolj ranila in še bolj oddaljila. Naslednja zadeva, s katero si lahko pomagate, je, da začnete ustavljati misli in odpravljati skrbi. Meditacija je namenjena temu,
da naš počiva. Se pravi, da misli ne brbotajo, da neprestano krožijo okrog in okrog, vedno znova in znova, kaj je rekel, kaj je mislil, kaj se bo zgodilo, kako bo v šoli, kako bo v službi, koliko sem kriva, kaj si bo prijateljica mislila, kaj si bo mama mislila in tako naprej. Ali bo sosed spet jezen, zato ker nismo ta teden porezali žive meje. 1001 stvar. Kako bo z Birmo, kako bo z Valeto, kako bo na dopustu, ali bova imela dovolj denarja, ali bom obdržala službo, kakšne spremembe bodo. Vse to različne stvari nam mrgolijo po glavi, bolj ali manj. Odvisno od tega, koliko pravzaprav dopustimo, in to je odvisno od nas. Če se prepustimo, je tako, kakor da skočite v reko in potem se reki prepustite, da vas pelje kjerkoli že. Da vas malo buta po skalah, da se kakšno deblo zaleti v vas. Če pa aktivno plavamo, se pa lahko marsičemu izognemo. In druga oseba nam ne more vzeti skrbi. Ne glede na to, koliko neka druga oseba naredi, recimo teoretično, da bi znala druga oseba brati naše misli in bi naredila vse, da bi nas neprestano pomirjala, bo v nas še vedno nekaj, kar bo skozi brbotalo in bo aktiviralo nove in nove in nove skrbi. In zato pravim jaz, druga oseba nas ne more rešiti. Dokler mi ne predelamo tega, kar je v nas, smo lahko še tako uspešni, še tako dobri, je lahko še tako v redu, bomo imeli še vedno skrbi. Omenila sem meditacijo, naslednja zadeva je joga. Joga je način, s katerim se vedno znova obrnemo vase. Vdih, izdih, vdih, izdih. Osredotočamo se na svojo notranjost. Tretja zadeva, če ste verni, veste, da ko molite, se počutite potem bolje. Zakaj? Zato, ker skrbi predate Bogu, predate karkoli že verjamete oziroma verujete. Predajte svoje skrbi angelom. Predajte svoje skrbi Jezusu, Krišni, pošljite jih v vesolje. Naj oni poskrbijo za to. In boste videli, da vam bo lažje. Za vsakim trenutkom, ko vam je lažje, zmanjšujete stres. In za vsakim trenutkom s tem dovolite telesu, da se regenerira. In bolj, ko smo v stresu, slabše odnose imamo. Zakaj? Zato, ker so te notranje vsebine tiste, ki povzročajo, ki določajo, kaj bomo rekli in kako bomo reagirali in kako se bomo odzivali in kako bomo mi razpoloženi. Razpoloženje je nekaj, na kar vplivajo naše notranje vsebine. Ne glede na to, kako se imamo mi lahko lepo, kako je zabavno. Dokler so te stvari, strahovi, neustreznost, skrb, da bomo ostali sami, skrb, kaj si bodo drugi mislili, skrb za to, da smo mi dolžni, da se imajo drugi lepo. Vsa odgovornost, ki jo nosimo za odrasle, polnoletne, opravilno sposobne osebe, vse to določa, da tudi takrat, ko je res lepo,
se ne moremo imeti lepo. Če hočete več od tega, kar sem zdaj naštela, potem začnite delati z notranjim otrokom. Notranji otrok vam omogoča, da boste te stiske hitreje predelali. Vedno znova in znova in znova bo lažje. Vsako minuto, ko ne skrbite, pomeni, da bo naslednjič 2 minuti, potem bo 5 minut, potem bo 3 ure. Ampak to je aktiven pristop. Kaj pa mi delamo zdaj? Zdaj pa čakamo. Čakamo, hkrati pa delamo stvari, ki ne delujejo. Ne deluje to, da se mi razmažemo kot pašteta samo zato, da nas bo imel nekdo rad. Ne deluje to, da prosimo, ne deluje to, da se prepiramo, ne deluje to, da rečemo, zdaj bom pa jaz postavila mejo, tako bo in nič drugače. Ne deluje to. Mi moramo mejo najprej postaviti znotraj sebe. Ampak mi se premalo ukvarjamo sami s sabo in preveč se ukvarjamo z drugimi. In delo z notranjim otrokom vam omogoča, da te stiske spustite, da samo podobo izboljšate, da ustvarite občutek varnosti in vrednosti. In takrat se prag občutljivosti zviša. In ko smo pozneje občutljivi, smo pozneje v stresu. In to je tisto, kar vodi naše življenje in kar določa, kakšno bo naše življenje. Če ste nesrečni, če se nimate dobro, potem najprej začnite delati s sabo, ker ni odvisno to od druge osebe. To je odvisno od vas, to je odvisno od nas. Jaz sem tista, ki določam, kaj je ustrezno in kaj ne. In ne zaradi tega, ker mene vodijo notranje vsebine. Ti mene moraš spoštovati, ti moraš z mano delati tako, ti moraš preživeti toliko časa z mano. Ne od tega. Od tega, da razumemo življenje, od tega, da razumemo sebe, od tega, da lahko sprejemamo to, kar nam življenje ponuja. Če želite še več od tega, potem obiščite terapevta. Ne bo 1 ura je redko dovolj, ponavadi ni. Šele ko te balastne stvari, ki jih trenutno zaznamo, odpravimo, pridemo do pravih vzrokov. In takrat se mi lahko začnemo ukvarjati s pravimi vzroki in takrat se naše življenje temeljito spremeni. In spremeni se na bolje, ne na slabše. Zakaj? Zato, ker lahko slišimo stvari, ki jih v stresu ne moremo slišati. Razumemo stvari, ki jih v stresu razumemo narobe. Čutimo drugače, ker v stresu, v kroničnem stresu, naši občutki niso pravi. Jaz vas vabim, da preberete knjigo Čarobni odnos in Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz. V eni in v drugi knjigi so opisane te stvari, o katerih jaz govorim. Ne gre za to, da boste spoznali nekaj, kar vam bo bolj težko ali česar ne morete. Spoznali boste to, kako si lahko sami pomagate in kaj je vzrok temu, da tako čutite. Na moji spletni strani je ogromno materiala, kjer lahko najdete odgovore na vaša vprašanja. Če vam je bil ta video všeč, bom vesela, če ga delite in prijavite se na moj YouTube kanal, da ne zamudite naslednjih prispevkov. Imejte se radi, niste sami.
Srečno.